Začeli bomo najprej z enim videom, sicer pa lepo pozdravljeni vsi skupaj. Živimo v času silovitega tehnološkega napredka. Naravoslovje in tehnične vede nas opremljajo znanji, ki dramatično spreminjajo naše družbe. Pogovarjamo se o poneverjanju vsebin, kot so deepfake, pogovarjamo se o fake newsu, pogovarjamo se o umetni inteligenci. O delovanju svetovne politike, o vprašanjih nacionalne in mednarodne varnosti. Od izobraževalnega sistema pa do družin. Danes živimo v času naraščajočih, velikih in naraščajočih družbenih neenakosti. To se pozna na poslovnem področju, to se pozna na tehnološkem področju, to se pozna na političnem področju. Človek je naravno bitje, ki pa živi v svoji kulturi. Zato brez kvalitetnega družboslovnega in humanističnega znanja človeštvo kot celota preprosto nima prihodnosti. Fakulteta za družbene vede je največja družboslovna fakulteta v Sloveniji. Je fakulteta, ki ponuja znanje na različnih družboslovnih področjih. Dala mi je orodja za proučevanje družbenih sprememb in znanje za iskanje alternativ z področja družbenega razvoja. Imamo izvrstne profesorje, raziskave, mednarodne reference, aktivnosti v mednarodnem prostoru. Kot profesorica delim s študente svoja spoznanja o tem, kar me v družbi navdušuje, pa tudi to, kar me zelo skrbi v današnji družbi. Ne gre pozabiti, da Fakulteta za družbene vede domuje v modernejših prostorih, ki študentom omogočajo tudi na ta način kvalitetno in poglobljeno delo. Radovednost je nekaj, brez česar ni dobrih družb in zagotovo je radovednost nekaj, brez česar seveda ni kvalitetnega študija družboslovja in humanistike. Tako, pozdravljeni v virtualnih prostorih Fakultete za družbene vede na informativnem dnevu za magistrski študij. Z vami sva Katja Lozar-Manfreda, jaz sem prodekanja za študijske zadeve in pa Marjan Ožbolt iz službe za študentske zadeve. Medtem, ko bom jaz govorila, bo Marjan v chatu odgovarjal na vaša morebitna vprašanja, seveda bova pa na voljo za vprašanja tudi po zaključku te predstavitve. Naj povem, da to predstavitev tudi snemamo, pri čemer za kasnejšo uporabo, pri čemer bomo poskrbeli, da vas kot obiskovalcev na posnetku ne bo videti. Tole je uvodna predstavitev naših magistrskih programov in naše fakultete, ki je primarno namenjena predvsem tistim kandidatom in kandidatkam, ki morebiti niste študenti ali diplomanti naše fakultete. Če torej prihajate od drugod, če ste pripravljeni spremeniti vzorce, pripravljeni spremeniti pogled in se podati na novo študijsko pot, dobrodošli. Za tiste, ki našo fakulteto dobro poznate, pa verjetno v tej uvodni predstavitvi ne boste izvedeli mnogo novega, pač pa bodo za vas bolj zanimive predstavitve posameznih magistrskih programov. Vsekakor ste vsi skupaj po zaključku tega uvoda torej vabljeni na predstavitve posameznih magistrskih programov, kjer vas bodo sprejeli skrbnice in skrbnici in pa tudi študenti teh programov. Vsi naši programi, število vpisnih mest imate zapisane na tej prosojnici. Predstavitve se bodo začele ob 16:30 in večina programov bo potem predstavitev tudi ponovila ob 17:30 za vse tiste, ki vas zanima več kot en magistrski program na naši fakulteti. Na spletni strani, kjer ste dobili povezavo do te predstavitve, so povezave tudi do predstavitev posameznih programov, to je ta QR koda, ki vas vodi do spletne strani. V chat smo vam pa objavili prosojnice te uvodne predstavitve, upam, da to vsi vidite, torej pač te uvodna predstavitev, ki vsebuje potrebne informacije in pa tudi povezave na spletne strani z dodatnimi informacijami, tako da vabljeni, da si tudi to snamete in naložite. Torej, če pričnem s predstavitvijo naše fakultete za vse tiste, ki nas mogoče manj poznate.
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je moderna ustanova, ki omogoča razvoj tako tradicionalnim kot tudi novejšim družbenim vedam ter uporabnim in interdisciplinarnim študijskim področjem, ki so se v svetu in pri nas uveljavili v zadnjih 2 desetletjih. Je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in med večjimi v Evropi, je pa tudi že gospa s častitljivo zgodovino, ki v tem študijskem letu praznuje 60. rojstni dan. Ves čas svojega obstoja pa seveda razvijamo in prilagajamo naše programe novim izzivom sodobnega sveta. Tako bo 61. generacija študentov in študentk v letu 2021-2022 prvič vpisala prenovljene dvoletne magistrske bolonjske programe, katerih priprava je seveda vključevala različne analize, izkušnje in evalvacijo desetletnega predhodnega izvajanja bolonjskih programov. Pripravili smo programe, ki so mednarodno konkurenčni, kot osrednjo in pomembno prednost študija pa ohranijo interdisciplinarnost. Za te naše programe je značilno, da je med nami nekaj svetovno znanih predavateljev in predavateljic. V podporo študiju imamo knjižnico, digitalno knjižnico študijskih gradiv, lasten raziskovalni inštitut, arhiv družboslovnih podatkov in nenazadnje strokovne službe za delo s študenti in študentkami. Tako za domače kot tudi za izmenjalne študente, seveda. Imamo tudi izjemno razvit sistem tutorstva, ki odigra pomembno vlogo tudi na drugi stopnji, predvsem če gre za nove študente ali za študente tujce. Naše predavalnice so opremljene s sodobno multimedijsko opremo, kar je primerno tako za delo v manjših skupinah, kot tudi za predavanje in dogodke z večjim številom udeležencev, vključno s hibridnim načinom dela, ki smo ga izvajali v času epidemije. Še posebej izstopa naša multimedijska predavalnica, namenjena pridobivanju praktičnih multimedijskih izkušenj. V knjižnici je kar nekaj prostora za skupinsko in samostojno delo študentov, tudi po hodnikih in pred fakulteto se najdejo prostori za druženje in delo. Razvite imamo na fakulteti številne obštudijske dejavnosti, alumni klub nudi strokovna in neformalna srečanja priznanih strokovnjakov iz prakse in akademskih vrst. Naša galerija FDV združuje družboslovje z umetnostjo. Pri nas delujejo številna študentska društva, ki so običajno vezana na naše študijske programe in organizirajo tudi več kot 10 dogodkov letno. In nenazadnje študente v organih fakultete zastopa študentski svet, ki omogoča učinkovito komunikacijo med študenti in vodstvom fakultete. Za našo fakulteto so značilne številne možnosti študija v tujini. Dejansko smo na področju mobilnosti študentov med članicami Univerze v Ljubljani na 5. mestu po relativnem številu odhajajočih študentov in pa na 2. mestu po številu prihajajočih študentov. Izmenjave potekajo s skoraj 300 univerzami v Evropi in izven Evrope. V zadnjem letu so bile seveda te izmenjave nekoliko omejene, smo se pa ob tem naučili in se v bodoče tudi odpiramo za možnosti virtualnih mobilnosti, tudi v okviru programa Erasmus+, ki napoveduje možnosti izmenjav, kjer bo študent lahko recimo opravljal predmete na drugih univerzah na daljavo. Omenila bi še, da študij v tujini ni omejen le na izmenjave, pač pa imamo 3 magistrske programe, ki omogočajo tudi pridobitev dvojne diplome v sodelovanju z drugo tujo univerzo, to so programi družboslovna informatika, evropske študije, mednarodni odnosi in imamo tudi en skupen mednarodni magistrski program z področja človekovih pravic in demokratizacije, ki pa se izvaja skupaj z zelo širokim konzorcijem univerz celega sveta. Na posameznih predstavitvah teh programov seveda lahko dobite več informacij.
Ob vsem tem skrbimo tudi za internacionalizacijo doma, saj v naših programih sodeluje kar nekaj gostujočih tujih profesorjev in profesoric in med njimi je naš dolgoletni sodelavec, profesor Zlatan Krajina, ki je profesor iz Univerze v Zagrebu, z Fakultete za politične znanosti, medije in komunikacije in je ta teden posebej za vas, za kandidate in kandidatke za vpis na naše magistrske programe pripravil kratek nagovor o pomenu študija družboslovja, kar bi si sedaj pogledali. We cannot overestimate the fact that the contemporary world is complex and uncertain. But as opposed to usual political responses to this situation, say through ideologies like nationalism or through market responses like consumerism, social science does not pretend there is one truth or one side to any problem. Rather, it keeps asking questions. It seeks to understand what the situation means to whom, what is normal to whom. We embrace aspects of social living which normally remain silenced, invisible, inexistent. For instance, in the study of marginalized groups of people, like the migrants and the poor, we realize that people struggle in ways which sometimes become unavailable to us and remain unknown because they are usually wrapped in stereotypes. Social science rehearses independent and critical thought, which is necessary for getting a complete view of anything, because understanding the world rather than just measuring it is necessary for changing it. Evo, upam, da to pa je bilo zdaj slišati in videti. Takole pravi naš kolega docent Krajina, kot rečeno iz Univerze v Zagrebu, izreka, da programi FDV študentom in študentkam ob temeljnih družboslovnih konceptih dejansko razvijajo sposobnosti, ki jih omenja, torej od kritičnega razmišljanja, strokovnega pisanja, nastopanja preko informacijske pismenosti in etičnega presojanja do aktivnega zavzemanja za pravično družbo. Sicer pa na Fakulteti za družbene vede trdno stojimo za idejo vključujoče družbe, jo udejanjamo tudi v praksi, smo prijazna fakulteta, ne samo zato, ker jo sestavljamo prijazni ljudje, pač pa predvsem zato, ker institucionalno in s pravilniki skrbimo in omogočamo opravljanje študijskih obveznosti vsem študentom, tako študentom, športnikom in kulturnikom, kot študentom s posebnimi potrebami, pa tudi študentom, ki tekom študija postanejo starši. Več o posebnih statusih si lahko pogledate na tej posebni povezavi, torej na kakšen način lahko pridobite ta posebni status in kaj vam tak status omogoča. Kompleksne sodobne družbe zahtevajo kompleksno razmišljanje, hitre spremembe in premikanje meja zahtevajo neka temeljna znanja, hkrati pa ume, ki so sposobni spreminjanja perspektiv in razmišljanja izven ozkih okvirov. Zato na FDV pač ponujamo sodobne, prenovljene programe, kot rečeno, v tem naslednjem študijskem letu bomo prvič izvajali prenovljene programe s svežimi vsebinami, ki odsevajo sodobne družbene razmere. Programi študentom nudijo akademska orodja, s katerimi lahko analizirajo in bolje razumejo družbo, v kateri živimo. Zdaj, to so dvoletni magistrski programi, ki nadgrajujejo znanja triletnih dodiplomskih programov, hkrati pa omogočajo seveda tudi aplikacijo znanj na nova področja. Zdaj, tukaj boste lahko uspevali tako študenti in študentke, ki prihajate iz FDV programov, kot tisti, ki prihajate od drugod, saj bo delo prilagojeno tudi kandidatom brez obsežnega predznanja z določenega področja.
Naši magistrski programi, kot rečeno, so torej dvoletni, obsegajo 120 kreditnih točk, delo poteka preko 4 semestrov, vsak program ima predmetnik s predmeti, ki obsegajo 3 do 9 kreditnih točk. Med njimi so obvezni programski predmeti ter tudi izbirni predmeti. Vsi vključujejo najrazličnejše in sodobne načine pedagoškega dela in preverjanja znanja, vključno z nekaterimi elementi e-učenja oziroma študija na daljavo, če je to potrebno, kot smo bili recimo prisiljeni v primeru epidemije, v kateri smo, kot tudi takrat, ko ni to nujno potrebno, pa je z vidika vsebine načina dela pri posameznem predmetu to smiselno. Mi sicer vsi upamo, da bomo oktobra lahko pričeli z normalnim izvajanjem študijskega procesa v prostorih fakultete in bo delo na daljavo le izjema, vendar takrat in tam, kjer je to smiselno. Naj povem, da se dvoletni študij še zaključi s pripravo in javnim zagovorom magistrskega dela, ki obsega 30 kreditnih točk, in zadnji semester je namenjen pretežno izdelavi tega magistrskega dela. Še nekaj malega informacij o vpisu. Osnovni pogoj za vpis na naše magistrske programe je opravljen dodiplomski študij s 180 kreditnimi točkami. Seveda imajo posamezni programi še neke dodatne specifične vpisne pogoje. Informacije o tem dobite na tej povezavi in seveda je zelo pomembno, da se pozanimate, kakšni so vpisni pogoji za program, ki vas zanima. Razpisna roka za prijavo za programe, kjer se kandidati vpisujete na naši fakulteti, sta 2. Prvi prijavni rok je 31. maj, vpišete se pa potem lahko, če diplomirate, do 9. julija. Drugi prijavni rok bo po 20. avgustu, seveda le za programe, ki bodo še imeli prosta mesta po prvi prijavi. Za program uporabna statistika ter skupni program EMA, kjer se študenti ne vpisujejo na naši fakulteti, pač pa na drugih sodelujočih fakultetah, so vpisni roki nekoliko drugačni. In tudi tukaj seveda več informacij dobite na predstavitvah teh 2 programov. Prijave bodo potekale preko portala EVŠ. Prijava bo potekala izključno v elektronski obliki. In naj temu še dodam, če je med vami kdo, ki zaključuje ali je že zaključil dodiplomski program z 240 kreditnimi točkami in torej presega vpisne pogoje, vstopne pogoje, kar se tiče števila kreditnih točk, velja, da se lahko del kreditnih točk, in sicer do 60 kreditov, prizna, če ste na prvi stopnji opravili predmete, za katere skrbnik programa presodi, da so primerljivi s predmeti in vsebinami, ki so sicer del magistrskega programa. Več o tem je tudi mogoče dobiti na tej povezavi. Smo pa seveda študente naše fakultete, torej študente 4-letnih programov naše fakultete o tem že obveščali. Za zaključek, verjetno je razlog vseh vas za vpis nekega programa v tem, da bi želeli opravljati delo, ki vas veseli, v tem pa imeli uspešno kariero. To našim diplomantkam in diplomantom ter magistrom in magistricam uspeva. Praktično ni večje organizacije oziroma podjetja, kjer ne bi bil zaposlen vsaj en naš diplomant ali diplomantka. Številni so si delovna mesta ustvarili sami z lastnimi podjetji. Se pa študenti z organizacijami in možnimi zaposlitvami ter oblikami dela lahko srečate že tudi v času študija. Večina programov ima neke prakse in praktikume kot del izobraževanja tega programa. Vabljeni torej še enkrat na spoznavanje naših posameznih magistrskih študijskih programov. Informacije o njih so na tej spletni strani Bodoči študent. Sicer pa na spletni strani, do katere vodi QR koda, ki je tukaj na levi strani zaslona, dobite povezave na predstavitve posameznih programov, ki se začnejo ob 16:30 in nato tudi ob 17:30 ponovitev.
QR koda na desni strani pa vodi do kratke ankete za vas. Mi vam bomo zelo hvaležni, če si vzamete nekaj minut in nam podate povratne informacije o tem informativnem dnevu, o naših predstavitvah, ter tudi o vaših zanimanjih za naše programe, tako da lepo vabljeni, da na anketo odgovorite. Tukaj je, kot rečeno, naslov in pa QR koda.